Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer zjutraj, prvi dnevni informativni podcast v Sloveniji, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je četrtek, 22. maj 2025. Z vami sem Mitja Sagaj. V nadaljevanju, kaj vse razkriva in na kaj opozarja načrtovani pobeg iz mariborskega zapora, ki je ostal pri poskusu. Pregledali smo službene poti v tujino, ki jih je zunanja ministrica Tanja Fajon opravila v tem mandatu. Maribor bo letos znova postal pomembno prizorišče kolesarske dirke po Sloveniji, mesto ob Dravi bo namreč gostilo start tako imenovane kraljevske etape s ciljem na Golteh. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Kot filmski scenarij se bere zgodba o načrtovanju pobega Dina Muzaferovića Cezarja iz mariborskega zapora, v katerem je priprt od decembra lani. Slovenska policija in kriminalisti so v mariborskem zaporu preiskali celico Muzaferovića, osumljenega umora Satka Zovka in trgovine z drogo. Pri njem so našli prepovedan mobilni telefon, s katerim je iz pripora domnevno vodil kriminalne posle in celo načrtoval pobeg. Izstrelitev raketomata Zolja v zaporni zid, skozi katerega bi nato pobegnil. Sodelavcem naj bi poslal fotografije ciljanega dela zidu. Pobeg so preprečili slovenski kriminalisti, ki so zaznali načrt in takoj ukrepali. Ob tem ni bilo znakov, da bi bil načrtovan napad na zaposlene. Muzaferović naj bi znotraj zapora prek kriptiranih aplikacij komuniciral s pajdaši in vodil združbo, ki je delovala v Sloveniji in Bosni in Hercegovini, povezana pa je tudi z drugimi državami EU. V povezavi s tem so prijeli več oseb iz okolice Domžal. Generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Denis Perše je poudaril, da ne gre za napad na zapor, temveč za poskus pobega. Izrazil zadovoljstvo nad sodelovanjem s policijo ter opozoril, da so zapori sicer varni, a vnos prepovedanih predmetov je še vedno mogoč. Lani so na primer zasegli 589 mobilnih telefonov. Zgodbo za Večer spremlja kolegica Damjana Žišt. Damjana, policija je potrdila, da se je poslužila tudi taktike preiskovalnih ukrepov. Kaj meniš ti? Ali je mogoče, da so se pristojni posesti telefona pri obtoženem ves čas zavedali in to dopustili, da so potem lahko prišli do vseh potrebnih dokazov? Da je Dino Muzaferović Cezar imel telefon v svoji zaporniški celici, smo v ponedeljek poročali že v Večeru, ko sem v članku opisovala, da se je pojavil skesanec v tem primeru, ki je več dni podajal kazensko ovadbo zoper Muzaferovića in njegovo domnevno kriminalno združbo na Nacionalnem preiskovalnem uradu. Tam je namreč tudi povedal, da je z njim komuniciral tudi tedaj oziroma tudi sedaj v času, ko je Muzaferović v priporu v Mariboru in da je nekako bil dosegljiv na telefonu med 15. in 22. uro vsaki dan, ko je v zaporu pač manj zaposlenih in je nadzor nekoliko bolj ohlapen, če se lahko tako izrazim. Ja, verjamem, da je seveda zato policija že nekaj časa vedela, da je imel Muzaferović telefon pri sebi, vendar pa tudi verjamem, da so rabili pač nekaj časa, da so zadevo še preverili, da so dobili potrebne odredbe sodišča za uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov in da so potem izvedli zaključno akcijo, da so zasegli torej pripornikov mobitel, na katerem naj bi bili dokazi, da je načrtoval pobeg iz zapora. Po eni strani policija miri, da je doslej ugotovila, da je bila namera pobega, torej bodisi z rezanjem rešetka ali z uporabo raketometa in da ni šlo za namero napada na pravosodne policiste. Vendar pa zaposleni ne menijo tako, kot gre razbrati iz izjav sindikata. Preseneča tudi, da imajo pravosodni policisti omejen dostop do orožja. Kako ti vidiš to situacijo? Novica, da je slovenska policija prepričala morebiten pobeg enega najbolj nevarnih pripornikov ta hip v Sloveniji, torej Dina Muzaferovića Cezarja, je seveda upravičeno zaskrbela tudi pravosodne policiste in ostale zaposlene v mariborskem zaporu. Vendar pa, kot so povedali na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij, zasegi mobilnih telefonov pri zaprtih osebah niso nič posebnega, lani so jih zasegli preko 500. Glede
tega, da imajo omejen dostop do orožja v popoldanski in nočni smeni, pa so dejali, da temu ni tako, da ima vedno nekdo od zaposlenih po noči ključe do omaric s tem orožjem. Ali meniš, da je šlo za osamljen primer ali da bi se lahko kaj podobnega še dogajalo? Kako varni so sicer slovenski zapori? Vnašanje mobilnih telefonov v slovenske zapore se bo verjetno še dogajalo, saj zaprte osebe vedno iščejo nove in nove načine, kako bi v zapor pretihotapile prepovedane snovi in predmete. Poleg mobilnih telefonov so to še USB ključki z internetom, droga in druge stvari, ki so prepovedane po hišnem redu. Ja, lahko rečem, da so slovenski zapori še vedno varni, zato se seveda lahko zahvalimo naporom zaposlenih v zaporu, čeprav vemo, da se zaporniški sistem že dalj časa srečuje z kroničnim pomanjkanjem pravosodnih policistov in tudi drugih pedagoških delavcev in inštruktorjev, na drugi strani pa so slovenski zapori prenatrpani. Ta dogodek je lahko resno opozorilo vladi, ki bi torej morala zagotoviti dodatne pravosodne policiste v slovenskih zaporih, vendar pa na tak način, da bi bili ponujeni jim dobri delovni pogoji, predvsem pa dostojno plačilo za njihovo delo, ki ga opravljajo v zelo težkih in tudi nevarnih situacijah. Hvala, Damjana. Preiskava umora Satka Zovka še poteka, pojavili so se tudi skesanci in zaščitene priče, ki obremenjujejo Muzaferovića. Ta naj bi za umor Zovka ponujal med 150.000 in 170.000 evri, motiv pa naj bi bil kraja droge in denarja. Sodna preiskava se mora končati do 5. junija, sicer bi se lahko osumljenci branili s prostosti. Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon sodi med najaktivnejše članice vlade Roberta Goloba na področju mednarodne diplomacije. Od nastopa mandata 1. junija 2022 je opravila približno 120 službenih poti v tujino, kar je davkoplačevalce stalo skupno okoli 335.000 evrov. Stroški vključujejo prevoze, namestitve in dnevnice. Kot zunanja ministrica, zlasti v luči članstva Slovenije v Varnostnem svetu Organizacije združenih narodov, svojo funkcijo opravlja izrazito na terenu. Obiskala je skoraj vse celine, največkrat pa je bila v Bruslju. Največja posamezna izdatka sta bila povezana z večdnevnimi potmi, ki so obsegale več destinacij. Med najdražjimi stopa 6-dnevna pot novembra in decembra 2023, ki je vključevala obiske v Barceloni, New Yorku in Skopju, ter je stala 23.700 evrov. Visoko na seznamu je tudi obisk Japonske in Kitajske aprila 2023 za skoraj 19.000 evrov. Sledi pa pot v New York na Generalno skupščino Združenih narodov, ki je stala 16.000 evrov. Ministrica pogosto uporablja vladno letalo Falcon, ki ga ministrstvo za obrambo drugim uporabnikom ne zaračunava do 400 ur letno. Del poti pa opravi tudi s turboletom ali izrednimi letalskimi prevozi. Stroški za leto 2022 so znašali 46.600 evrov, za leto 2023 že 152.300 evrov. Letos do sredine aprila pa so ti stroški znašali 49.400 evrov. Zanimivo je, da so nekatera potovanja stala presenetljivo malo. Obisk Londona novembra lani je stal le 30 evrov. Takrat je ministrica letela s Falconom. Pot v Bosno in Hercegovino in Albanijo je stala zgolj 18 evrov, obisk foruma v Barceloni pa le 11 evrov. To kaže na različne okoliščine organizacije poti, kjer nekatere destinacije zahtevajo večje logistične napore, druge pa se lahko izvedejo z minimalnimi sredstvi. V prihodnjih mesecih Tanja Fajon načrtuje še več pomembnih poti, na junijski Expo na Japonskem, na vrh zveze NATO v Hagu, jesensko generalno skupščino Združenih narodov v New Yorku in decembrsko zasedanje Varnostnega sveta, ko bo Slovenija še drugič predsedovala. Predvideni so tudi obiski v Pragi, Helsinkih, Münchnu, Luksemburgu in drugod. Slovenijo so v času njenega mandata obiskali številni zunanji ministri, med drugim iz Avstrije, Španije, Nemčije, Egipta, Združenih arabskih emiratov in številnih balkanskih držav. Podrobnosti preberite v Večeru in na večer.com. Maribor bo letos znova postal pomembno prizorišče dirke po Sloveniji, saj bo 7. junija gostil start tako imenovane kraljevske etape s ciljem na Golteh. Dogodek ima močno turistično noto. Številne gledalce v 130 državah po svetu pričakujemo približno 70 milijonov gledalcev, ki si bodo lahko pogledali najboljše točke ne samo Maribora, ampak Štajerske, Pohorja, tako da
mislim, da to ravno v pravem času, stvari se nekako zlagajo skupaj. Lent je bil razglašen za najboljši evropski projekt v Sloveniji. Prav po pričakovanjih mariborskega župana Saše Arsenoviča pa bo mesto videlo približno 70 milijonov ljudi. Start etape bo simbolično postavljen ob najstarejši trti na svetu na Lentu, kar predstavlja izjemno priložnost za promocijo turistične ponudbe mesta, Štajerske in Slovenije nasploh. Poleg tekmovalnega spektakla bo konec tedna bogat z dogodki. Odvili se bodo 46. rekreativni maraton okoli Pohorja, raznoliki programi pod Pohorjem in na Lentu, kolesarske animacije za otroke, vodeni ogledi mesta s kolesi M-Bike in predstavitve športnih pripomočkov. Občina in Zavod za turizem Maribor dogodek razumeta kot potisk v pravo smer. Turizem v mestu raste, aprila so prvič zabeležili več kot 40 tisoč nočitev. Kotizacije za start in cilj so določene in bodo prinesle 45 tisoč evrov. Poleg tega gostitelji zagotovijo zapore določenih cest in parkirišč, na katerih bodo na ogled avtobusi in druga vozila kolesarskih ekip, kar 5 jih pride iz svetovne serije. Med njimi bodo tudi Pogačarjevi Emirati, čeprav prvi kolesar sveta ne bo lovil rekordne 3. zmage na dirki po Sloveniji. Od naših najboljših naj bi bil prisoten sprinter Luka Mezgec. Gre za naložbo z dolgoročnimi učinki, saj prisotnost ekipi svetovne serije in obisk mednarodnih medijev pomeni izjemno vidnost. Čeprav ne Pogačar ne Roglič letos ne bosta nastopila, bo dogodek pomembna priložnost za mlade talente in promocijo lokalnega kolesarskega kluba Branik, ki dobiva nov zagon. Dogodek ne bo pomemben le za športne navdušence, temveč tudi kot izraz sodobne, trajnostno naravnane turistične politike. Maribor po besedah direktorja Mariborskega zavoda za turizem Jureta Struca postaja zgled mesta, kjer turizem ni breme, temveč del rešitve. S tem se dirka po Sloveniji v mestu ob Dravi vrača ne le kot športni, temveč kot celovit družbeni in razvojni projekt. Več preberite v Večeru in na vecer.com. In še opomnik, danes izide tudi nova epizoda Večerovega podcasta Moj uspeh, kjer je bila tokrat gostja nekdanja alpska smučarka, danes pa uspešna podjetnica Ana Drev, ki je svojo blagovno znamko Snowmonkey poskrbela za hidracijo na poti. Podcastu lahko prisluhnete na vseh platformah. To je bil Večerov dnevni podcast Večer je zjutraj 22. maja 2025. Z vami sem bil Mitja Sagaj. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Naročite se na Večer je zjutraj. Se beremo in slišimo.